Frekvenca za logistiko Slovenskega logističnega združenja. Pozdravljeni, Tina Prah, direktor kariere in Vimum Logistics. Na logističnem kongresu tukaj v Portorožu ste imeli predavanje priprava tujih delavcev za učinkovito izvajanje delovnih procesov pri naročniku. In sicer primer dobre prakse. Pa da mogoče začneva čist pri podjetju. In sicer vaše podjetje že skoraj 2 desetletji sledi načelu pravega človeka na pravo delovno mesto. Kako se je ta filozofija razvijala skozi leta, še posebej v kontekstu logistike? Mogoče prekompleksno vprašanje za en podcast, ampak staran lahko na kratko. Ja, staran 20 let. V bistvu naša osnovna dejavnost ali pa dejavnost, katero se že skoraj celo življenje ukvarjam, so ljudje, sodelavci, kandidati, zaposleni, predvsem v fazi iskanja, navduševanja, selekcije, onboardinga, pa konec koncev potem tudi vodenja svojega podjetja ali pa pač procesa znotraj lastnega podjetja. Zdaj, stvari se močno spreminjajo tudi v zadnjih 20 letih, ena stvar pa seveda pač ostaja ista, da ljudje smo ključen del tako razvoja podjetij, razvoja celotne družbeno-politične klime in konec koncev tudi pač nekih posameznih branž in logistika sigurno ni izjema, kar se tega tiče. Zdaj, zakaj logistika ali pa kako logistika skozi dolga leta v bistvu pač je ena izmed branž, s katero smo najbolj intenzivno sodelovali, za logistična podjetja ali pa podjetja, ki upravlja tudi en del procesa skozi logistiko, smo iskali razne kandidate. Bojo to, osnovni poklici, kot so komisionarji, prevzemniki, odpremniki, skladišniki, viličaristi in tako naprej. In seveda skozi te procese in sodelovanje s temi podjetji smo tudi sami spoznavali, kaj je v bistvu tisto in katera so znanja, ki so potrebna v bistvu za kvalitetno upravljanje tega dela. In rojevala je ideja, kaj lahko še naredimo na tem področju, ali si upamo narediti korak več, ali upamo prevzeti tudi del procesa, ki ga ti sodelavci upravljajo. Rodila se je ideja, ponudila se je tudi priložnost pri enem večjem poslovnem partnerju, da ne samo, da znamo najti kandidata, ampak da v bistvu prevzamemo tudi proces dela, ki ga ti kandidati upravljajo, za kar smo pač tudi seveda mu hvaležni, to je bil dr. Cedilnik. In Vimov je bil rojen nekako, to je bilo nekih 6 let nazaj. Od takrat se ne oziramo nazaj. Ja, vse to je najboljše. Pa mogoče če rečeva par besed o vaši Vimov akademiji. To je v bistvu eden izmed vaših ključnih projektov, če sem prav razumela. Res je. Ideja za Vimov akademijo je v bistvu relativno preprosta, mogoče se zdi včasih celo arhaična. Veliko kadrovnikov razmišlja in govori o razvoju, kulturi in tako naprej. Velikokrat pozabljamo recimo na neke osnovne stvari, se pravi neko standardizacijo nekega postopka zaposlitve, nekega obdobja učenja, onboardinga in pa seveda spremljanja nekih rezultatov, učinkovitosti, pa ne govorim samo z vidika kvalitete dela, konec koncev tudi počutja sodelavcev, dajmo temu reči, potencialnih poškodb na delovnem mestu, zmanjšanja absentizma, fluktuacije. In recimo na tem nekem vhodnem poklicu ali pa delovnem mestu, recimo to komisionar, skladišnik, smo želeli v bistvu narediti nek korak naprej, standardizirati v bistvu postopke, ker nekaj pa je realnost. Zaposlujemo ljudi iz popolnoma različnih kulturnih področij, družbeno-političnih situacij in te ljudje je potrebno pač seveda integrirati v delovni proces, v ekipe, ki so zelo raznolike in narediš to lahko pač samo z nekim standardnim postopkom in v bistvu Vimov akademija je to. Kako pa v bistvu poteka ta proces mentorstva in usposabljanja tujih delavcev? Kakšne kompetence razvijate pri njih? Zdaj seveda, prvo vprašanje, ključno vprašanje je, kdo izvaja to akademijo, kdo je v bistvu tisti mentor, ki mu zaupaš to de facto pomembno nalogo. Je to tvoj najboljši sodelavec, je to nekdo z občutkom za delo z ljudmi, je to oboje, idealno je oboje. Se pravi tisti, ki svoje delo obvlada do potankosti, pa hkrati tisti, ki zna to kvaliteto in to znanje predajati naprej. To so najboljši učitelji. Zdaj, seveda, tudi na tem področju smo si postavili neke osnovne standarde, se pravi trajanje dela pri nas, kvaliteta opravljenega dela, konec koncev pogovori z nadrejenimi, ocena v bistvu nekih kompetenc z vidika podajanja znanj in začne se pri mentorju. Mentor je tisti, ki pač mora biti najprej izbran in ta mentor ima potem izjemno velik vpliv na vse mentorirance, to so vsi zaposleni, ki grejo skozi to akademijo.
Akademija poteka pač v dveh fazah. Eno je aktivni del, kjer v bistvu mentor in mentoriranec de facto opravljate delo skupaj do enega tedna. To pomeni tudi tako stroškovno kot časovno breme za mentorja. Ja. To je, rekel, pač stvar, ki smo jo dali v zakup, zato da dolgoročno gledano seveda pač naši sodelavci kvalitetneje, bolj učinkovito in, rekel, z večjim zadovoljstvom opravljajo delo. Drugi del je tako imenovan pasivni del, kjer mentor spremlja več, rekel, mentorirancev z nekimi obdobnimi pogovori, pregledi, oceni stanj, spremljanju nekih osnovnih KPI-jev, ki so določeni na lokacijo. In ko je pač to obdobje končano, uspešno, upamo, da, seveda mentoriranec, ki je zaključil UIMOF akademijo, dobi neko priznanje, neko potrdilo o tem, da je pač uspešno opravil in tudi konec koncev si zaslužil pač delo, rekel, v naši ekipi. Pa ste imeli na začetku kakšne velike težave pri zagotavljanju te učinkovite komunikacije, ki seveda pač temelj, baza, a ne, za nadaljnje delo? Zdaj, vedno je in vedno bo. Opažam eno stvar, mogoče tudi z vidika posploševanja. No. V Sloveniji imamo mogoče ravno, se premalo zavedamo, no. Veliko sem tudi sam v tujini, ogledal sem si kar nekaj delovišč in procesov dela, recimo v Nemčiji, v Avstriji, na Poljskem v zadnjih letih. Slovenci imamo eno zelo lepo lastnost, ali pa nam je prirojena, ali je to danes zaradi pač nekih geopolitičnih situacij. Smo kar veliki pragmatiki pri komunikaciji, pri razumevanju kulturnih razlik in pa seveda mogoče tudi implementaciji teh kulturnih razlik znotraj delovnih procesov. Kaj hočem reči? Mi trenutno recimo zaposlujemo, mislim, da 14 ali 15 različnih nacionalnosti, različnih kultur, veroizpovedi, če želite. In čisto en pač tipičen primer, nek sodelavec ali pa neka ekipa, ki prihaja z nekega področja, kjer recimo je razumevanje časa odgovornosti drugačno, kot je recimo pri nas. Ne? Se pravi, če rečeš ob 9, mogoče za njih pomeni ob 10 in tako naprej. So pa odlični delavci, ko delo delajo. Ne? Se pravi, rezultati, zadovoljstvo pri delu in tako naprej. In če mi razumemo in če vodje razumejo in če tudi sodelavci razumejo, drugi recimo, ki prihajajo z drugih področji, da lahko prihaja do razlik razumevanja, da ko pa delamo vsi za enega in delamo skupaj in pač delamo dobro, potem je mogoče malo lažje. In menim, da Slovenci imamo to kvaliteto, da se jo mogoče premalo zavedamo, da mogoče nek germanski svet, ki ga dajemo na piedestal, gleda drugače na delovni proces, mogoče bistveno ožje, bistveno bolj, dajmo temu reči, excelovsko. Hkrati pa iz tega lahko izhaja kar velik del izzivov in problemov pri vodenju multikulturnih ekip. Ne? In menim, da v Sloveniji to znanje imamo tudi razumevanje, pač razgleda nas je zgodovina tudi, rekel, izpila v tem, da se znamo prilagoditi ali pa da znamo razumevati prilagajanje. Ne? In mi bi želeli tudi to energijo, to znanje izvoziti ven, ne samo ostati tukaj. Katera je pa vaša največja ovira pri vključevanju tujih delavcev? A je to zdaj pravne zadeve ali je ta kulturni del? Pač Slovenci, kot ste rekel, smo dovzetni, smo odprti, ampak kaj je zdaj tista največja ovira pri vključevanju, recimo za vas, po vaših izkušnjah? Lahko sem zelo direkten. Ne? V zadnjih 10 letih recimo je se pravi, število državljanov v Sloveniji ali pa prebivalcev v Sloveniji zraslo za približno 70 do 80 tisoč. Zdaj, ključni izziv, ki ga trenutno zaznavamo, je pomanjkanje nastanitvenih kapacitet. Že sami vidimo, da se pač cene nepremičnin v Sloveniji močno dražijo. Že za lastne prebivalce, se pravi, že za Slovence primanjkuje nepremičnin, tudi za tujce. Se pravi, po pač prvi finančni krizi leta 2008 so tudi gradbena podjetja takrat propadla, veliko stanovanjskih domov se je zaprlo, prestrukturirali v hotele, v druge nastanitvene kapacitete. In trenutno recimo opažamo kot en pomembnejših izzivov, se pravi, predvsem neko nastanitveno integracijo, ker do nje prihaja tudi do nekih anomalij na tem trgu. In mislim, da država bi mogla predvsem tudi strukturirano pristopiti k temu izzivu. Recimo, to je prvi. Zdaj, kar se tiče postopkov, menim, da država poskuša odreagirati, kolikor hitro se da. Vidimo, da se pač odpirajo neki konzulati. Poskus recimo tistega hitrega postopka delovnih dovoljenj je bil zelo uspešen, na žalost se je ukinil. Zdaj z novim predlogom zakona naj bi se spet odprl, kar lahko samo pozdravim. Menim, da je bil pravilen in takrat so se postopki res hitreje odvijali. Tako da mi, rekel, z vidika tudi državnih ustanov, ne bojo to pravne enote, ne bo to zavod za zaposlovanje, zelo intenzivno, aktivno z njimi sodelujemo.
kar se mene tiče, se stvari na tem področju premikajo v pravo smer. Super. Zdaj smo govorila malo o virah, pa če dava na tehtnico, kaj pa največja prednost po vašem mnenju zaposlovanja tujih delavcev? Zdaj, Če odmisliva, da ja. recimo, pač, da manjka samo delavcev, pa da je to recimo, da zapolnijo to vrzel. Ja. Še kaj druga mogoče. Menim, da vsako podjetje bi najprej seveda rado zaposlilo kader, ki je blizu, ki pozna jezik, ki pozna kulturo, ki je izobražen v Sloveniji. Šele potem se obrne, po drugih rešitvah. In v večini podjetij, ali pa upam se trditi, v veliki večini podjetij ni prva rešitev kader iz tujine, naj bo to iz Bosne, Srbije, ali pa konec koncev v zadnjih letih še od bistveno dalj. Stroškovno, časovno in tudi z vidika učinkovitosti je vsak kilometer večja oddaljenost, se pravi, tako imenovanega talent poola, bistveno bolj obremenjujoče za podjetja. Integracija je dolgotrajnejša, implementacija, selitev. Tako da, kakšne velike prednosti versus ostalih, se pravi zaposlovanja lokalnega kadra, jaz ne vidim. Je to rešitev, ki jo moramo razumeti kot eno ključnih, ne dogaja se samo nam, dogaja se vsem državam. Ena prednost, ki je ta, da smo postali konkurenčni, se pravi z rastjo plač, z rastjo standarda, smo de facto konkurenčni skoraj celotni zahodni Evropi. Če vštejemo še stroške recimo življenja, predvsem nastanitev v ta kontekst, smo pa v bistvu nekje na ravni celotne zahodne Evrope. In to je pač velika prednost. Slovenija predvsem menim, da bi morala tudi kot država ne targetirati toliko na maso in na nizko dodano vrednost, ampak predvsem na kader, ki prinaša tudi neka znanja, ne samo, dajmo temu reči, roke. Z pravilno davčno politiko bi mogla država predvsem tudi to področje nagovoriti. Ja, se strinjam. Torej, malo sva že obdelala tudi, kako se prilagajate kadrovskim trendom. Kakšne pa mislite, da so napovedi glede? Kako bo prihodnost, kako se vam zdi? Kakšen bo trend glede zaposlovanja? Bo tega vse več? Glede na to, da je demografija slaba, se mi zdi, da kar bo, a ne? Zdaj bom rekel na žalost ali pa na veselje, je to realnost. Tako kot sem že omenil nekajkrat, trg dela je izjemno počasi se spreminjajoča gmota, ali pa struktura. Brezposelnost tudi v zelo visokih krizah ali pa močnih krizah se zelo počasi povečuje. Recimo iz finančne krize do leta 2008 se je v 6 letih povečala na rekordno raven, se pravi 6 let smo rabili, da smo dobili pač najvišjo stopnjo brezposelnosti in enako bo tudi v prihodnje. Tako da ena prednost trga dela je ta, da se ga da relativno dobro planirati, se pravi tudi odzivnost podjetij in neke strateške plani podjetij so zelo rigidni, kar se tiče tega in se jih da lepo planirati, kot z vidika izobrazbenih potreb, kot z vidika kadrovskih potreb. Realno pa je pač preprosto, da za demografijo, za potreb trga dela, stopnje brezposelnosti je tuj kader tukaj, bo tukaj in bo ostal tukaj. Ja, se tudi tukaj na logističnem kongresu, smo imeli kar nekaj predavanj na to temo. Mogoče še eno kratko mnenje, kako se vam zdi letošnji kongres? Meni odlično. Vrsto let sem že udeležen na tem kongresu, meni je ljubših, po naravi sem empirik, bolj kot kaj drugega in so mi otipljiva znanja, otipljive storitve, otipljive spremembe bistveno bolj ljube kot neka demagogija ali pa ideologija ali pa pragmatizem, tako da iskreno vsakemu, ki ni bil, priporočam udeležbo. Logistična dejavnost je ena bolj zanimivih tudi z vidika sodelovanja, velikokrat opaziš, dajmo temu reči, direktne konkurente za skupno mizo, ki si izmenjujejo informacije, sodelujejo, dobre prakse, energija je odlična, tako da jaz se vsako leto z veseljem vračam, v bistvu vsako leto bolj, pa mogoče žrtvujem kakšen drug kongres za voljo tega. Super, hvala ti. Z veseljem.